Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, 10. februarja leta 2024, praznuje svoj 8. rojstni dan Emanuela. Draga Emanuela, vse najboljše ti želim, ter veliko igrivih, nasmejanih ter srečnih otroških dni. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici o prijateljstvu z naslovom Rada te imam takšnega, kot si. Ježek in Miška sta bila najboljša prijatelja. Skupaj sta se igrala skrivalnice in kopala luknje. Ali pa sta plesala in prepevala. Vseeno je bilo, kaj sta počela, da sta le vse počela skupaj. No, Ježek se ni kar na lepem spomnil, da ima rad Miško. Le povedal ji tega nikoli ni. Ampak to bo storil zdaj. Pohitel je k Miški in se spotaknil. Puf, puf, puf. Au! Je zakričala Miška. Oprosti, je rekel Ježek. Ali si v redu? V redu sem, je rekla Miška. Samo nekaj časa želim biti sama. Ježek je žalosten odšel. Na drevesu je zagledal veverici, ki sta se zaljubljeno gledali. Ko bi bil vsaj tako puhast kot oni dve, si je mislil Ježek. Potem je naletel na zajčke. Če bi le imel tako mehak kožušček, kot ga imajo zajčki, potem bi tudi jaz lahko skakljal naokrog in se crkljal. Ali če bi imel tako gladko kožo kot žaba, lahko bi poskakoval z lista na list in se potapljal. Ali če bi bil tako volnat kot ovčke, z veseljem bi tekel po travniku. Ali če bi imel tako puhasto perje kot račke. Ko je opazoval druge živali, si je želel, da bi bil drugačen. Kako rad bi bil mehak in puhast. Pri ribniku se je Ježek žalostno zazoril v svoj odsev. To, kar je videl, je bilo vse kaj drugega, kar bi si želel. Zagledal je nerodnega, bodičastega ježka in pri srcu ga je zbodlo. Potem pa ga je nenadoma presenetil Miškin glas. Kje pa si bil? Vse povsod sem te iskala. Ampak saj si hotela biti sama, kaj ne? Se je začudil Ježek. Zate sem spletla pulover, je rekla Miška. Zame? Je bil presenečen Ježek. Ampak zakaj? Zato, je rekla Miška in ga objela. Ježek je zdaj vedel, da druge lahko zbode, toda Miška ga je imela rada takšnega, kot je. Kako ganljiva pravljica, ne? Pravljica s čudovitim sporočilom. Bravo, Ježek in Miška. Resnično sta odličen vzgled za pravo prijateljstvo. Ne glede na ovire, s katerimi nas življenje velikokrat sooča, je pravi prijatelj tisti,
ki nam bo vedno znova stal ob strani, ter nas sprejel takšnega, kot smo. Prav zares, ena izmed lepših pravljic. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni prikupni pravljici z naslovom Pokloni prijaznost in žarek luči, ki prav tako pripoveduje o prijateljstvu. Otroci, uživajte s svojimi prijatelji. Tebi, Emanuela, pa še enkrat želim vse najboljše za 8. rojstni dan. Čau, čau, se kmalu spet poslušamo.